Prav fin je tale novi Volvo V40. Lepo potegne, dobro se drži ceste, dobro izgleda in ima kup modernih igračk. Ampak vsi fani in lastniki Volvov so mi rekli, da izgleda preveč japonsko. Hecno, če so pa lastniki švedske znamke zdaj Kitajci. To, da je narejen na osnovi Focusa, prav nikogar ne sme brigati, ker pomeni le, da se odlično pelje in da ima odličen motor. Res, tale 1,6 litrski turbobencinar namreč zmore kar 132 kW, to je 180 konjev, čeprav se v praksi zdi, da jih je kakšnih 20 manj, ampak pospeški so občutni in Volvo je lahko prav hiter. Podvozje je celo preveč trdo za neko udobno vožnjo, po kateri so tudi sloveli ti avtomobili. Sploh, ker je volanski obroč prevelik, kot pri vseh Volvih, ampak v tem primeru mi je ravno to všeč. Tudi mi že bi spoznal, v katerem avtomobilu sedim. Usnja, sploh črnega sam sicer ne bi imel, ker sem se že dvakrat spekel, ko sem se usedel nanj, pa tudi radarski tempomat mi ni všeč, ker prehitro zavira, zato bi raje imel navadnega. Ampak pri Volvo je varnost vedno prva. Uporabnost pa v tem primeru ne. Vam takoj pokažem, zakaj. Oblika karoserije je za moje pojme nekje med kombi limuzino in karavanom. Nekaj podobnega kot Audi A3 Sportback. Ampak poglejte ta nakladalni rob in širino oziroma ožino tega prostora. Kako naj spravim sem noter kaj? Sploh, če je težko. In na tej klopi težko sedi kakšen povprečno visok Slovenec dolgo časa. Ja, potem pa še cena. V osnovni stane sicer samo 22 tisočakov. Super. Takšen pa več kot 40. In sploh nima pa polne opreme. No, ima pa kot prvi avtomobil tukaj pod motornim pokrovom zračno blazino za pešca. Ja, za pešca. Tako da na semaforju ne rabite čakati na Volvo 40, ker greste čez.